Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Tako je, nova oddaja po dolgem času. Nisva šla na počitnice, ampak Ne, pač stvari vmes pridejo. tako. Malo dopusta, malo unga, pač začel se je kaj. Tje. Tako je. In o tem bo tudi današnja oddaja. No, super. No. Nisem vedel, Ja. čem bo tako, da ok. In zdaj lahko kar že začneva z oddajo. Najbolj. Kdaj se je začel prvi poletni dan? 21. Ja, in v bistvu to je sončev obrat, najdaljši dan v letu, zaradi tega se pač od takrat začne poletje, če niste vedeli slučajno. Ja, mrzkešen lahko, da ni vedel. Kaj pa je pozabil? Tako, bomo tako rekli. tako. Drugač, meteorološko poletje se pa začne od 1. junija do 31. avgusta. Tako da v bistvu realno nimamo točno dorečen, kdaj je poletje in kdaj ne. Včasih so v bistvu rekli, da se poletje začne, ko zaključiš iz šolo, zaradi tega, ker pač ni bilo tako, kot je danes. Danes imamo pač, to je najdaljši dan in tleh naprej je poletje, zdaj je zmer krajši dan. Ne? Tako da realno, tukaj sem še pač neki par podatkov si napisal za zraven, recimo poletje, zakaj to ni točen datum, 21. Zaradi tega, ker če pogledaš južno poloblo, se poletje začne 21. decembra. Ja. Zaradi tega, ker pač Pa še najdaljši dan je, ko gremo od 20. do 23. Tako, Enkrat. tako. Ni točno 21. Tako, ampak čisto odvisno je, ja, 20 do 23, dobro si to pametno. To še ni bila, v bistvu bova eno igrico malo igra, malo ga bom sprašal, čeprav so bolj tako vprašanja take, ki boš bolj kaj ne ugibati mogel, ampak ja, to je to. Se pravi, prvi dan v bistvu je bil 21. junij, poletni, najdaljši dan, to si ugotovil, in zdaj me zanima, koliko dolg je bil ta dan. A v urah. V urah, ja, točno, probi približen zadet, no, sej. Da vidimo, koliko boš imel. Da je v pene pol šest, bo rekel pol šest, čakaj. Zdaj pa ne vem, dajmo reči od, recimo ne 18, ne 15 ur, Ja. da je bil več, 17 ur, da je bil sonce. Bil si na začetku bliže, 15 ur pa 49 minut je bil dan, od sončnega vzhoda do zahoda. Tako da danes, recimo, ki je petek, je dan že 4 minute krajši, tako da danes je dneva 15 ur 45. Ja. Tako da smo že 4 minute izgubili Ja. dneva, ampak lej, tako to je. Ok, v bistvu bil si zelo blizu, 15-17, vedel si, da je v bistvu 16 lih neka taka umestna, tako da si bil kar točen. To je za Slovenijo, če gre dava višji, je to pač več, nižji je pač to manj. Ja. Logično, ja. Ok. Naslednje vprašanje je, kako toplo je bilo na najbolj vroč dan v Sloveniji, odkar merimo temperaturo pač v Sloveniji. Pač ne moramo vedeti pač nazaj, Ja. ker se ni meril. Koliko je bilo najbolj vroče? Koliko je bilo Poleti. najbolj vroče, ja? Vem, da sem že slišal, bral, ampak ne vem, 45. Malo preveč, Malo malo preveč. preveč. Je bilo nad 40. Mačke na 40, No, 40,8 stopinj. Nova Gorica. Ne, Cerklje ob Krki. Tako da namerali so jih 40,8 stopinj Celzija, do takrat je pa v bistvu rekord znašel 40,6 stopinj. Tako da je v bistvu 0,2 stopinje, ampak ta rekord je bil postavljen veš kjerega leta? 70. 5. julija 1950 v Črnomlju. Aha. Tako da v bistvu je 63 let star rekord leta 2013 bil podrt. Prokleta muha. Točno To to. nisva. Ne bi jo smela noč spustiti. Ja. Mi da so pa tako dobro doživali. Ja. Pa sva rekla, da ne bo zraven na snemanju, vidiš. Dobro. Ja, no, tako da leta 2013 so v bistvu podarili ta rekord. Tako da je v bistvu Okay. nedolgo nazaj, če tako pogledaš. A ne?
No, ko so obžalili pri rekordih, leta 2013 pač veš, da je bilo najbrž zelo vroče leto, če je bilo rekordno. Če je bilo rekordno, ja. Tako, vroči dnevi se pač za meteorologe pač smatrajo dnevi, ki imajo nad 35 stopinj. No, in leta 2013 je bilo takih dni 11. Ja. Okay, zato, da si imaš malo za primerjavo. Ampak to ni bil najbolj vroč poletje. Najbolj vroč poletje je bilo leta 2003. Koliko dni misliš, da je imel leta 2003? Se pravi, koliko dni je bilo nad 35 stopinj Celzija? Če je bilo leta 2013 11, 2003 je bil pa najbolj vroč. To mi tudi nekaj znan, ker... In je kar dost več, no? A veš, da sem, tudi o tem sem že enkrat slišal. Zanimivo. Rekel bom 50. 52. Oh, Full bliss. Ja, glede na to, da sem enkrat nekje 52 vročih dni. 52. Ja, nad 35. Nad 35. Wow. To je bilo pol 2 meseca je bilo... To je bilo 2003, smo se kuhali vsi. Wow. Tako da, ja. Spomnim se dobro, ampak... Ja, jaz tudi ne, ampak zgleda, lej. Mislim, bomo po mojem še kar par let, da bomo do tega lahko ta rekord podarili. Tako da, ja. Ko smo že glih zdaj smo pa pri vročih dnevih, vemo, da psov, dojenčkov ne smemo puščati v avtu zaprtih. Okay. In vsak let slišimo, da je nekdo spet pozabil psa v avtu, nekdo je spet pozabil otroka v avtu. In zdaj so testirali pač, če 1 uro pustiš avto na soncu, koliko vroče je v avtu. Rečemo za primer, ker oni so testirali na 20 stopinjah Celzija. Po 1 uri, kakšen misliš, da je bil temperatura v avtu v 1 uri? Ne vem, je dost velika cifra. Ugan. 40. Do 45, niha, odvisno tudi od... ampak se pravi, v 1 uri... 20 stopinj, ja. Se do 45. Ja. Wow. Tako da, Okay. ja, ne puščati psov oziroma kogarkoli v avtu, zaprči podol, pa ne vem kaj, pa še ne, če je črn avto, ker to je še hujša. Tako da to, v bistvu pri temperaturi 35 stopinj Celzija so tudi testirali, in je tudi čez 60 stopinj v 1 uri bilo. Tako da... Ni pogojev. To je res taka vročina, da pač res lahko kdorkoli umre, ker ti je ponavadi ali pes ali otrok ti je ponavadi ljuba stvar, zakaj bi to puščal. Da... Kako bi pozabil to? To bi bil... Ja. No, sej, pustil pozabil. Ja, pač okay. Tako to je. Pač eni tudi lej. Upajmo, da tega ne bo. Ja, zaradi tega sem te primerjave dal, da mogoče, če kdo kdaj poslušal, bo... Ja, da sem spomnil, evo, Matic pa Grega sta enkrat nekaj razlagala, je vem, tiš otroka imam vzati. Ja, dega pa jaz, kaj pa če ga raj sabo v trgovino vzamem? Mogoče, ja. No, v bistvu, to je bilo v bistvu večino teh 5 vprašanj. Zdaj pa še, kot fun fact, zadnje vprašanje, v bistvu je malo več vprašanj, ampak eno vprašanje je, bil že kdaj polet zunaj? Bi rekel, da ja. Pravilno odgovor. Naslednje vprašanje, a si že kdaj bil zunaj, pa si pol rekel si, ful me zanima, koliko toplo je dele tukaj zunaj, pa nimam nobenega termometra, nimam smartfona, nimam nič, ampak me zanima, koliko je. Ja, sem se tudi to vprašal. Si se, a ne? Ja. No, v bistvu obstaja način, kako to ugotoviš. Brez termometra, brez pametnega telefona, brez vsega. A se ti mogoče sanja kako? Ne, v bistvu ne. Tudi približno ne. Za pomoč obstaja ena žival, s katero lahko ugotoviš. V bistvu pa jo lahko najdeš tako hitro. Ja. Zdaj vprašanje je tako, s katero živaljo bi ti lahko ugotovil, koliko toplo je zunaj. Pa ni nujno, da je polet, lahko je tudi pač, da si zunaj en dan, ampak pač jaz sem najdel način, da ti ugotoviš, koliko je toplo zunaj z eno živaljo in ne vem, zdaj... Pa obstaja pač nek matematičen izračun ni glih težek, no, ampak obstaja. Ne, razsvetli me. Tudi približal se tudi s čričkom.
Čeličkom. S čiričkom Okej. lahko ugotoviš, tega lahko najdeš. Slišiš? Ja, sam ga moraš pač, ta prvi problem je dobiti ujet enega čirička, ker ti če A, jih... ga moraš prav. Ja, mislim pač, slišiš jih milijon v tistem in ne moraš ugotoviti, koliko za čirička. Ja. čiriča. Aha, se aha. In ti poslušaš, kolikrat on čiričri naredi, kako se temu reče, čiričriča, Ja, pač. no rečemo, čiričriča, Ja. svoj zvok spustim, šteješ 25 sekund, pač ga ujameš, šteješ 25 sekund. Ja. Se pravi, če je on v 25 sekundah, primer 48 krat dal zvok iz sebe, Ja. pol da deliš to iz 3, dobiš številko 16, Okay. dodaš 4 in toliko stopinj je zunaj. Aha. Ja, sem to je kar kompliciran. Je komplicirano, ampak je način. Je. Okay, ja, je res. Primer, daš 66 krat je naredil, Ja. deliš to iz 3, Ja, se pravi, 26 stopinj. Tako. Ni tako težko, če tako pomisliš, a ne? Ja, je način, sam težko prideš. Ja. Težko, kaj zraven prideš, no, vsaj. Točno to, pač najtežji način je pač dobiti. Ampak zanimivo, Je da pa- si ja, je pa možen. da si je nekdo vzel čas Pa to. in je to šel študirati in je prišel do tega dejansko. Ja. In v bistvu so ful točne te stopinje cenzorja, da ni to tako 2 gor, 2 dol, ampak Aha. je kar dejansko skoraj na stopinjo točno vsakeč, ki to meriš. Tako da ful zanimivo. To je v bistvu bolj kot ne fun fact. Dobro, ja. Okay. Zanimivo, ne? Zanimivo. V bistvu to je to, oddaja. To je to. Okay, cool. Uživamo v poletju. Tako je. Mi dva bomo jutri uživala. Tako je. Ja, Se naj kolega poroči. tako je. Mrčo, Srečno. dar se. Tako. Ja. Zdaj pa imam nekaj zate, ker Okay. boš najprej povedal, kdo je to, če ga ugotoviš. To je pa žiga. Ne? To je Žiga, to je naš kolega Mrčo, ki se bo poročil. Ne? Tako. In Grega ni mogel biti na Fantušni. Ja, ker sem bil žal v Amsterdamu. Ja? Ja. Se verjetno ti lih a, žal to ni. ja. Ampak, Ne vem sploh, kako no, je mislim, bilo. je ker bilo nisem- fajn, no? Tako da ti podarjam to majico, zato ker je bila tudi zate mišljena. Aha, In ja, no, Podarjaš, da boš imel vsaj nek spomin na to. Na Čeprav fant. nisi bil zraven, ampak vse. ok, hvala. Ja, nisem kaj. No, dobro. V bistvu to je to. Hvala tebi, lep petek. Lep petek, lepo se imejte. Tako, pa se vidimo drug teden ali pa Ali pa čez kadarkoli, 2 tedna. kakorkoli že. Na počitnice še ne greva. Se Tako. moramo še zmeniti, kdaj bo šlo. Ja, Tako da. v bistvu. Ja. Ok, Ajde. adijo. Dan